V tem tednu, ko obeležujemo 80 let Osvobodilne fronte, je Ptujčan Mihael Toš v luči sočasne obletnice deportacije slovenskih Judov predstavil nov projekt, ki opominja na čas v zgodovini, ki ne sme biti pozabljen. Mihael Toš se v virtualni obliki že dalj časa ukvarja s holokaustom. V njegovi produkciji je nastalo več projektov, ki se dotikajo morije, ki se je zgodila v času druge svetovne vojne. Projekte iz preteklosti je sedaj nadgradil. To je letos dejansko prelomno leto. To je projekt, ki se je razvijal dejansko od 2005 in letos je leto obletnic. 30 let Slovenije, 80 let Osvobodilne fronte in dan prej 80 let prisotnosti Hitlerja v Mariboru. In okrog tega dogodka, ker je Hitler izven Rajha takrat obiskal zgolj Maribor, ostala mesta, ki jih je obiskoval, so bila že v Rajhu, smo naredili projekt Kako nastaja zlo. Se pravi, na podlagi Hitlerjevega hujskanja prikazati ljudem, kako je on lahko človeka, ki je še včeraj bil hišnik v osnovni šoli, čez teden dni v taborišču Dachau lahko ljudi pošilja v peč. In kako novost deluje v praksi in zakaj? Tako nove tehnologije in sicer gremo kar na sam vrhunec, je VR 360 animacije, se pravi, izobraževati je treba otroke in mladino, narediti projekte, ki so zanimivi tem ciljnim skupinam, kajti stabilnega odraslega vzgojiš v otroštvu je nek slogan. In poleg tega morajo pa te vsebine biti realno prikazovane, plus prilagojene, da ne traumatizirajo mlajše publike. In tako smo se zelo potrudili, tako da so liki animirani. Moram pa poudariti bistveno. Jaz sem 3 leta nazaj posnel dokumentarni film o taboriščih z Borisom Pahorjem. In on je najstarejši preživeli holokausta na svetu. Tudi to imamo Slovenci, poleg vseh teh obletnic. In on je takrat meni v tistem, lahko bi dejal, transu pripovedovanja rekel, da bi Ptuj moral biti kulturna prestolnica Slovenije, glavno mesto Slovenije bi moral biti Ptuj. In potem smo debatirali tudi o tem grbu, Arbeit adelt Bildung macht frei. In specifika teh naših projektov je, kot sem dejal tudi v enem pogovoru pred snemanjem, da jih bomo opremljali tudi z vsebino. Ne pokaže se zgolj slike, ne pokaže se zgolj eksponata, ampak se lansira tudi zgodbe in v tem primeru so to seveda intelektualne zgodbe. Sicer pa Toš pravi, da v zadnjem času lahko potegne veliko vzporednosti v naraščajoči nestrpnosti s časom, ki bi moral ostati zgolj kot opomin. Zato je zoper to treba delovati permanentno. Jaz trdim, ni zadosti stiskati všeč mi je na Facebooku, ni zadosti deliti slikic in misliti, s tem sem pa naredil svoje. Treba je misliti in delovati, treba je vzgajati toleranco, treba je vzgajati razumevanje in treba se je pričeti zavedati, če se kdo z menoj ne strinja, ni moj sovražnik. Tako da, če se spet vrnem na prejšnjo vprašanje, Ptuj moramo poleg kulturne prestolnice pričeti predstavljati tudi kot spiritualno prestolnico, ki se nenazadnje že kaže v nekdanji literaturi teh kultur, se pravi Parsifal konkretno, in vse skupaj opremljati z koherentnimi in vsem razumljivimi zgodbami.